Dobro večer vsem, ki smo nocoj prišli v Kupe. Pozdravljeni vsi, ki ste prišli iz Kanalske, Karnajske in Terske doline, iz Rezje in vseh nediških dolin. Pa tudi vsem z onejske strani, ko pravimo mi. Leta 1971 so se v gostilni Štih v Starem selu prvič srečali predstavniki Videmske pokrajine in Posočja. Prvo srečanje je pomenilo, da je bil led prebit in vsako nadaljne srečanje pomenilo večje medsebojno zaupanje in željo po povezovanju. Spoštovani, v veliko zadovoljstvo nam je, da je letošnje 50. srečanje Slovencev Videnske pokrajine in Posočja svojim obiskom počastil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki ga vabim k slavnostni besedi. Dobro večer, spoštovani gospod župan, župani v Posočju in Videnski pokrajini, minister, poslanec, drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej bi se želel zahvaliti, ker ste me župani treh občin, gostiteljice novoletnega srečanja v zadnjih letih povabili medse ob tem jubileju. Naj začnem z izrazi hvaležnosti tistim, ki so pred pol stoletja, pred 50 leti, začeli na skromnejši način, a za veliko vizijo ta novoletna srečanja. Malo prej sem v predverju dvorane srečal gospoda Likarja, mislim, da je z nami. Ali je tukaj? Ali lahko damo en velik aplavz gospodu Likarju? Gospod Likar, ostanite, prosim. 47 let je gospod Likar tisti, ki z drugimi skrbi za to. Nam je veliko čast, da ste tukaj z nami in veselje. Rad bi se zahvalil trem občinam, ki danes skrbite za to, da se Slovenci z ene in druge strani meje, ki je ni več, srečujemo ob začetku novega leta in si želimo dobre želje. Prisluhnil sem z velikim veseljem, gospod ravnatelj Klodič, vašim uvodnim besedam. V njih je bilo, tako kot sem pričakoval, samo da veliko bolj pristno, iskreno in grenkoba in velik optimizem. In oboje ima mesto. Grenkoba, ker kljub velikim spremembam, ki so jih beneški Slovenci doživeli v stoletju in pol, in v glavnem so bile vsaj v zadnjem času to spremembe na bolje. Niso bile do te mere na bolje, da bi to občutil tudi človek, beneški Slovenec, do te mere, da bi lahko z enim velikim upanjem gledal na prihodnost. Ampak vseeno, ni toliko strahu, da bi obupal. Tukaj so neverjetne možnosti, neverjetne priložnosti, ki smo jim priča prav zaradi sprememb, ki ste jih v kratkem nagovoru omenil, vi in potem oba voditelja. Ne samo, da se je pred 50 leti tukaj začelo srečevanje Slovencev iz Posočja in iz Videnske pokrajine, ampak je in zlasti pred več kot 15 leti Slovenija vstopila v Evropsko unijo in te meje, tako kot smo jo poznali, ni več. In tako kot vi, večina vas, tudi jaz vem, kako je ta meja izgledala. Čez balkona moje mame vržete bombonček, bo padel v žep italijanskemu otroku na drugi strani. Vsi mi smo bili tukaj na nek način navajeni tega sožitja in sobivanja, vendar so bile geopolitike take, da tudi če smo hoteli živeti to sožitje, je bilo do neke mere omejeno, za mejo. Danes je to omejeno samo z mejami v glavah, ki so bile danes že omenjene. Drugače, imamo neverjetne možnosti, da vsi, ki verjamemo v sožitje, v prijateljstvo, v skupne napore za skupno prihodnost, ki
verjamemo v izjemno priložnost, ki nam jo daje skupen evropski okvir, da po svojih najboljših močeh naredimo za to vse, kar je potrebno, da bi naši otroci in otroci naših otrok morda doživeli uresničitev tistih sanj, ki jih so imele generacije, ki jim to ni bilo omogočeno, ki jih imamo mi zdaj in smo do neke mere tudi upravičeno razočarani, da ni bolje, kot je, ampak imamo možnost in odgovornost, da vsaj naslednjim zagotovimo to v večji meri. Rad bi pogledal v prihodnost ob zavedanju vseh grenkih okoliščin, če ostanem pri tej besedi s preteklostjo, v prihodnost z enim niti ne toliko previdnim optimizmom. Slovenija in Italija, Slovenci tukaj v tem prostoru, ne nazadnje tudi Italijani, Furlani, ne nazadnje tukaj kmalu blizu nas, Avstrijci, Tirolci, imamo eno veliko priložnost, da v zedinjeni Evropi zdaj zadihamo na čisto nov način, na drugačen način, da vsak od nas živi svojo lastno nacionalno identiteto in da hkrati vsi skupaj gojimo pri sebi tudi našo skupno evropsko identiteto. To je nekaj, kar rodovi Slovencev v Posočju in v Videnski pokrajini pred desetletji, tudi ko se je to srečanje tukaj, ki ga danes praznujemo kot 50. niso mogli misliti. To je zdaj odgovornost nas kot državljanov, nas kot pripadnikov, predstavnikov lokalne oblasti, regionalne oblasti in državnih oblasti. Tukaj bi rad kot predsednik republike povedal, da po svojih najboljših močeh sodelujem z italijanskim predsednikom Mattarello, da vidim tudi vsled najinega osebnega prijateljstva in naklonjenosti, ki je oba ne skrivala, ene velike možnosti, da tudi v tem letu, ki se je začelo, narediva nekaj simbolnih in stvarnih korakov kot predstavnika dveh narodov in dveh držav v prid tega sožitja in boljše prihodnosti za vse. Zelo se veselim najinega snidanja uradnega v juliju, ko bova navzoča na 100-letnici požiga Narodnega doma v Trstu. O tem in o drugih stvareh, o katerih bova razmišljala in jih delala skupaj, v tem letu se bova pogovarjala že čez nekaj dni, v četrtek, ob eni slovesnosti v Jeruzalemu. Hočem reči, da je za vse tiste v Italiji in v Sloveniji, za vse tiste v teh dveh državah in vse posod po Evropi, ki verjamemo v evropsko prihodnost in v to, da lahko znotraj nje in samo znotraj nje vsak od nas goji tudi nacionalno identiteto in vse druge identitete, da je pred nami ogromno priložnosti in možnosti, ki jih v naslednjih letih ne smemo zamuditi, če nočemo, da bi se zgodovinske silnice obrnile nazaj. To je naša odgovornost in tukaj v Kobaridu ob tej svečanosti bi rad povedal, da se tega kot predsednik republike dobro zavedam in da bom storil vse, kar je v moji moči, da sporočilo tega srečevanja, vsakoletnega, novoletnega, ki je družabno, a hkrati tudi politično zelo pomembno, da dobi ene nove razsežnosti tudi v stvarnih ukrepih v korist ne samo miru in sožitja, ampak tudi blaginje ljudi na obeh straneh meje, ki jih ni. Tudi v vaših čudovitih dolinah, v katerih živijo Slovenci. Želim si, da bi tudi današnje srečanje potekalo v enem prisrčnem vzdušju, seveda z vsemi skrbmi, ki so potrebne, tudi kančkom grenkobe, če je to potrebno, zaradi tega, ker mogoče kakšno pričakovanje ni uresničeno, kajti samo, če bomo imeli velika pričakovanja, bomo tudi kaj dosegli, hkrati pa tudi z nekim občutkom ene lastne odgovornosti in odgovornosti, ki jih imamo spričo svojih položajev, da možnosti, ki so,
izkoristimo zdaj, kajti zdaj smo očitno v skupnem Evropskem domu na neki prelomnici, od katere je odvisno veliko, po kateri poti bomo šli naprej. In tukaj, v tej dvorani, v Kobaridu, in ne samo tukaj, povsod tam, kjer nas želijo slišati, se nadejajo, da teh priložnosti ne bomo zamudili. Ob koncu bi rad povabil, da se mi tukaj pridružijo vsi trije župani, župani Tolmina, Kobarida in Bovca. To bo prvič, da, prosim, izvolite, župani. To bo prvič, da vročam zahvalo predsednika Republike hkrati trem. Odločil sem se, da ob nekaterih osebnih zaslugah, ki jih imajo nekateri tukaj za to, da smo zbrani 50-tič in da poteka to v enem čudovitem vzdušju, da si tudi tri občine, ki zdaj skrbijo za, ne samo za prireditev takoj po novem letu, ampak za eno vzorno sodelovanje med Slovenci na obeh straneh meje, za prijateljstvo, iskreno sodelovanje z našimi italijanskimi in furlanskimi prijatelji, da v znak njihove skrbi za povezovanje za Slovenci Videnske pokrajine, njim uročim zahvalo predsednika Republike. Čestitke. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz bi se resnično rad zahvalil v imenu vseh treh županov za takšno počastitev, da se nas počastili v tej 50. obletnici s takim zahvalo. Obljubimo pa hkrati, da se bomo mi, vsi posoški župani, trudili še naprej, da bomo ohranili dobre vezi s sosednjimi občinami na naši jugozahodni strani naših občin, ne bom rekel čezmejnih, ampak ker meja ni več, naših sosedov in seveda ne samo na političnem, tudi na gospodarskem in kulturnem področju. Hvala lepa in srečo vsem skupaj.